Gospod Gladek, zakaj je takšen predlog, ne, da upokojenec, ki se odloči, da bi še naprej delal, dobi polno plačo in polno starostno pokojnino? In dober večer. Dober večer. Zato, ker se nam to zdi edino pravično. Se pravi, pokojnina kot taka je zaslužena, se pravi, zaposleni, ki je 40 let delal, vplačeval prispevke, se ko nastopi 60 let starosti, 40 let delovne dobe, ima pravico do izplačila te pokojnine. Kaj bo pa potem počel? Se pravi, on to pravico je zaslužil, a ne? Kaj bo pa potem počel, je pa njegova stvar. Lahko je doma, gleda Pop TV, hodi v hribe, lahko pa se odloči, da bo delal še naprej, pokojnina mu pripada, potem se pa z delodajalcem dogovori in dela naprej, plačuje prispevke in je zato tudi polno plača. Zakaj odkimavate, gospod Mesec? Ker je gospod Gladek povedal samo 20% resnice. Njihov predlog vključuje še nekaj drugega in to je, da bi vsak, ki dopolni 40 let dela, avtomatsko imel prekinjeno pogodbo o zaposlitvi, kar pomeni, da bi po 40 letih vsakega upokojili. Tak predlog je popolnoma kontraproduktiven stališča demografije, stališča tega, kar moramo s pokojninskimi reformami početi. Mi poskušamo ljudi spodbujati, da bi delali dlje, ne pa da po 40 letih dela vsakega upokojimo. Zdaj, to seveda SDS naredi zato, da bi ugodil delodajalcem, po drugi strani pa ljudem ponudi, da bodo pa vsi imeli polno pokojnino od takrat naprej, ne glede na to, a delajo ali pa ne. Zdaj, če bi se uresničili to, kar si želijo in bi se ljudje množično odločili za to, da delajo naprej in prejemali polno pokojnino, hkrati bi bili pa vsi upokojeni po 40 letih, če ta dva konca palce zvežemo, ugotovimo, da nam prodajo mačka v žaklju. Zakaj? Ker jutri bodo ugotovili, da za tak ukrep pa v pokojninski blagajni ni denarja in bodo rekli, ok, se upravičujemo, ampak da bo to zdržali, boste pa morali vsi delati po 42 let. Mi smo gradili pokojninsko reformo na temeljnem dogovoru, da je 40 let dela dovolj. In če hočemo, da je 40 let dela dovolj, potem je tole, kar SDS trenutno predlaga, rušenje, v temelju pač rušenje tega dogovora. Poglejte, zdaj ne razumem, zakaj rušimo s tem pokojninsko blagajno. Ker skrajšujete efektivno delo, ki ga ljudje opravljajo. Popolnoma nič ne skrajšujemo. Vsakega upokojujete po 40 letih. Po sedanjem zakonu si star 60 let, imaš 40 let delovne dobe in se lahko upokojiš. Vplačal si v blagajno, vplačeval si v blagajno 40 let, se pravi pripada ti pokojnina in se lahko upokojiš. Če pa želiš, lahko delaš naprej, lahko plačuješ prispevke in si za to delo tudi plačan. Zdaj, razlika je tale. Po trenutnem sistemu, ko dopolniš 40 let, je odločitev tvoja, delavčeva. A boš delal naprej ali ne boš. Če delaš naprej, si za to nagrajen. Dobiš 40% pokojnine, pa vsako leto 3 dodatne odmerne odstotke. To je trenutni sistem. In ta sistem deluje. Trenutno dela 20.500 ljudi, kar je 9-krat več, kot jih je delalo leta 2015, ti, ki delajo čez 40 let. Skratka, deluje. Kar SDS predlaga pa je, da po 40 letih te prisilno upokojimo, delo lahko pa sicer s polno penzijo nadaljuješ, ampak samo, če ti to dovoli delodajalec. To je temeljna razlika. In zato pravim, da je to rušenje sistema, kot ga imamo. Ne samo pokojninskega, tudi zaposlitvenega. Dajmo še nekaj povedati. Vi ste rekel, se pravi, upokojenec lahko dela še naprej. Se pravi, lahko dela 3 leta in dobi 40% pokojnine. Se pravi, v teh 3 letih mu vzamemo približno 20 pokojnin. Potem pa še 2 leti lahko dela za 20% izplačilo pokojnine, mu vzamemo še 20 pokojnin. Se pravi, mu jih v 5 letih, ko on dela, po 5 letih itak ne sme več, mu vzamemo približno 40 pokojnin. Se pravi, to je za vas pravično. Mi pa samo želimo, da upokojenci, ki so si zaslužili pokojnino in so do nje upravičeni, to pokojnino dobijo, potem se pa odločijo, poglejte, težave imamo z delavci. Se pravi, uvažamo, ne vem, delavce iz Bangladeša, Filipinov in ne vem kje. Imamo pa domače upokojence, ki so vešči dela, ki znajo jezik, ki poznajo kulturo in vse ostalo, in jih na ta način lahko aktiviramo, da jih ustrezno plačamo. Se pravi, še enkrat ponavljam, pokojnino, ki jo zaslužijo, jo dobi, mu jo izplačujemo, delodajalec mu pa izplačuje plačo in hkrati se plačujejo vsi prispevki, zdravstveno, pokojninsko in tako naprej.
Pa ste vi prebrali vaš zakon? Ja, Ste. smo. Pa veste, da je noter, čakajte, vam bom povedal, kateri člen, da je noter 3. člen, ki pravi, da pač vsak zavarovanc, se pravi pač vsak delavec, ki dopolni 40 let dela, je prisilno upokojen. To je vaš predlog, pa pravite, manjka nam delavcev. Jaz se s tem strinjam, ampak vi bi vsakega, ki dopolni 40 let, prisilno upokojili. Nadaljuje pa lahko z delom samo, če mu dovoli delodajalec. Prostite, ampak meni se tak predlog zdi popolnoma nesmiselen, glede na težave, s katerimi se sooča pokojninski sistem. Mi moramo ljudi nagovarjati, da bodo želeli delati dlje in to zdaj na prostovoljni ravni očitno učinkovito počnemo. SDS bi jih pa prisilno upokojeval, z vabo, da če vam bo delodajalec dovolil, boste pa dobili 100% pokojnine zraven plače. Poglejte, delodajalci so zainteresirani za svoje delavce. Za delavce, v katere so vlagali 40 let, ki jim dobro delajo, so absolutno zainteresirani, da delajo pri njih še naprej. Jaz ne vidim razloga, zakaj delodajalec ne bi se dogovoril za nadaljne delo, če je delavec do sedaj delal pri njemu kvalitetno in opravlja svoje delo tako, kot se gre, in ima delodajalec večje težave iskati novega delavca, kot da se z tem utečenim delavcem dogovori, da še naprej dela. Zakaj pa pol predlagate prisilno upokojevanje? Ne zaupate delavcem pa delodajalcem, da se to lahko sami dogovorijo? Absolutno, in verjamemo, da se bodo to tudi dogovorili. Se bodo to tudi dogovorili. Še enkrat ponavljam, se pravi, delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, se lahko upokoji in potem nadaljuje z delom, če to želi in če seveda tudi delodajalec ima potrebe oziroma rabi njegove storitve. Lahko tudi v končni fazi zamenja delodajalca. Se ni rečeno, lahko si predstavljate, da nekdo, ki je delal, ne vem, težaško delo v neki težki železarski industriji, recimo, sicer mogoče ni najboljši primer, ampak po 40 letih bo najbrž težko delo upravljal še isto delo naprej. Lahko pa dela kakšno, bom rekel, bolj prijazno delo za njegovo starost in se s tem, bom rekel, izpopolnjuje še naprej. Ne vem, če gospod Gladek, če ste kdaj slišali, kako je pri nas z zaposlovanjem starejših. Mi imamo rekordno visoko zaposlenost v starostni skupini med 25 in 55, tle noter nas dela nad 90%. Smo najboljši v Evropi. Ko gremo nad 55 let v kategorijo starejših delavcev, bi jih pa dela samo še 1/3. In zdaj vi pravite, da tisti, ki bodo po 40 letih dela po vašem predlogu izgubili avtomatsko službe, so pa blazno zaposljivi in delodajalci se bodo tepli zanje. Tudi za 10 let mlajše se trenutno ne. Mi samo trdimo, da govorimo o upokojencih, ki želi delati, bo imel možnost, da dela in polno zasluži. 3. člen. Ampak še enkrat, zakaj ne bi delal še naprej, če je za firmo oziroma za podjetje nepogrešljiv, oziroma če delo, ki ga opravlja, delodajalec težko nadomesti za drugim delavcem, ki ga pač ni na trgu, ki ga pač ne more dobiti. Ne vem, saj vi predlagate, da se mu prekine pogodba o delu, ne jaz. Jaz pravim, da je pač trenutni sistem dober, pa če ga smem predstaviti, ne. Trenutni sistem človeku, vsakemu delavcu, ki dopolni 40 let, omogoča, da če nadaljuje z delom, potem dobi vsako leto za nagrado 3 dodatne odmerne odstotke in 40% pokojnine v plači, prva 3 leta, potem gre na 20. In 20.500 ljudi se je odločilo za ta sistem. Pol v javnem sektorju, pol v zasebnem. Deluje. Druga stvar, če se želiš upokojiti, prejemati 100% pokojnino in zraven delati, z novim letom, s pokojninsko reformo, povečujemo možnost začasnega in občasnega dela upokojencev, da lahko vsak dela še 85 ur na teden, se pravi približno polovico delovnika, zasluži do 12 minimalnih plač na leto in prejema polno pokojnino. In to tudi deluje. In vse to podpirajo tako sindikati, kot delodajalci, kot društvo upokojencev. Z njimi smo vse to uskladili. Kaj pa vi, kakšen bi bil pa vaš sistem potem? Poglejte, pravite, da se s tem deluje. To je edini sistem. Se pravi, drugega sistema ni. To je edina možnost in zato je pač upokojenci očitno z veseljem izkoristijo. Mi pa želimo, za nas je sporen ta del, da se jim jemlje, tako kot sem prej rekel, v 5 letih, kolikor upokojenc lahko dela, se mu vzame 40 pokojnin. 40 pokojnin se mu... Ne.
absolutno. Ja, malo zračunite na približno. Se pravi, v 3 letih mu samo 40% pokojnine izplačate, potem v naslednjih 2 letih pa samo 20%. Zdaj pa zračunajte, koliko je to v 5 letih. A ne? In mi samo trdimo, da je upokojenec upravičen do polne pokojnine, kaj bo pa potem delal, je pa njegova stvar. A bo, kot sem že prej rekel, hodil v hribe, hodil na univerzo za 3. življenjsko obdobje, ali pa se bo z delodajalcem dogovoril in delal naprej, lahko isto delo, kot ga je doslej, oziroma si našel drugega delodajalca in opravljal delo, ki je mogoče za njegovo starost bolj primerno. Vi ustrajate pri obstoječem sistemu, če prav razumem? Seveda, ne samo jaz, tudi Zveza društev upokojencev, tudi sindikati, tudi delodajalci, se z njimi smo uskladili pokojninsko reformo. Vsi pri tem ustrajamo. Glejte, bom še tole povedal. Ne. Kar gospod Gladek predlaga, je, da teh 20.500 ljudi, ki trenutno dela, če bi veljal njihov sistem, bi bili oni po 40 letih dela odpuščeni, ker bi jim prenehala pogodba o zaposlitvi, delali pa bi lahko samo, če jim bi delodajalec eksplicitno to omogočil. Ne, če gremo zdaj po njegovi matematiki, bomo rekli, da smo vsakega od teh 20.500 v 5 letih prikrajšali za 60 plač, če se na ta način pogovarjamo. Še enkrat pa opozarjam naslednje. Ta predlog kot prvo nam bo efektivno skrajšal delovno dobo, ker bo tem ljudem, ki delajo čez 40 let, to po večini onemogočil. Po drugi strani bo tistim, ki bodo lahko delali, dal 100% pokojnino in povzročil dodatne stroške za pokojninsko blagajno. In za ovinkom bomo dobili nov predlog, ki bo moral priti zaradi vzdržnosti, in to je, da bodo dali na mizo 42 let dela. Dobro. Jaz močno odsvetujem, da se tak predlog podpre. Še replika in končamo. Še enkrat, zakaj stalno ponavljate, da bo povzročil dodatne stroške za pokojninsko blagajno? Se pravi, ljudje se lahko upokojijo, ker je to njihova pravica. In zdaj po drugi strani trdite, da te ljudje, ki delajo, se delodajalci ne strinjajo s tem, jih ne rabijo, ali kako? Oni jih očitno rabijo, zato ljudje delajo. Po našem se lahko upokojijo, po vašem se bodo pa morali. To je razlika. Ja, ampak v obeh primerih bodo delali, samo da bo v našem primeru bo imel polno pokojnino, v vašem primeru mu pa 40 pokojnin vzamete, s tem, da je življenjska doba upokojenca po upokojitvi od 17 do 21 let. Vi pa 60 plač, ki ne bo več mogel delati. Dobro, bomo videli torej, kako se bo razpletlo v parlamentu. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Hvala za povabilo.